V Sloveniji spremljamo hitro naraščanje priljubljenosti električnih avtomobilov. Ampak ne samo električnih avtomobilov. Pomemben del ekosistema e-mobilnosti so postala tudi e-kolesa. Tako kot različne tipe električnih avtomobilov, poznamo tudi različne tipe e-koles. Nekatera omogočajo preprosto urbano mobilnost z vožnjo po kolesarskih stezah, spet druga pa so namenjena športu. In prav ta nas še posebej zanimajo danes. Na primeru avtomobilov smo se naučili, da električni pogon prinaša nekoliko drugačne vozniške specifike in značilnosti od bencinskega pogona, ki smo ga bili večinoma vajeni doslej. Električni Peugeot Rifter je v primerjavi s klasično gnanim, predvsem na račun baterije, teži za približno 300 kg. Ampak obenem je zaradi električnega pogona in instantnega navora pri vožnji tudi bolj odziven, pospeševanje pa je bolj zvezno in tekoče. Ampak Rifter seveda ni namenjen športu. Lahko bi rekli, da je predvsem odličen spremljevalec športa. Tako smo z njim na ljubljanski Golovec pripeljali tole električno gorsko kolo, pa še kolesarskega profija. Zapodimo se na Rifter Trail. Tole je gorsko-kolesarski park, kjer imamo 8 uradnih označenih poti v različnih težavnosti. Trenutno smo na eni od poti modre težavnosti, se pravi, in evo, glih en kolesar prihaja, da boste videli, kako se pele. Živijo. Če bi prišli na neko lepo popoldne, zdaj recimo septembra, oktobra, jesensko, ki je bilo, govorimo o par sto ljudeh na hribu, a ne. Poti v parku so odprte za vse in v društvu, ki jih pripravlja, pravijo, da se tu s pomočjo staršev preizkušajo najmlajši, pa tudi športni senior kolesarji. Slovenija je prepoznana kot ena takih super destinacij, Ljubljana se v tem še prebuja, ampak mi se radi pohvalimo, da je to v bistvu edina prestolnica z uradnimi gorsko-kolesarskimi potmi v neposredni bližini. Poznamo nekaj primerov, zdaj jaz vem recimo za Lizbono, Dunaj, ki imajo tudi gorsko-kolesarske poti, ampak daleč od tega, da bi lahko ti se pravi starega mestnega jedra kolesaril in bil, ne vem, čez 20 minut, pol ure že na vrhu teh poti, to se ne zgodi nikjer drugje. Odlični pogoji, ki jih nudi narava pri nas, so razlog za hitro naraščanje priljubljenosti gorskega kolesarstva. No, vse več ljudi pa se z njim ukvarja tudi po zaslugi razmaha električnih koles. Gre za polno zmetena kolesa oziroma v žargonu fulje. To so kolesa, ki so primerna za zahtevne terene in velike višinske razlike. Kolesa, ki so primerna za skoke oziroma za bolj zahtevne terene, imajo običajno večji hod prednjih vilic, potem zadnji amortizer in pa močnejše zavore. Polno vzmetena kolesa glede na tip vožnje, ker imajo majčkeno drugačno geometrijo, običajno je prednje kolo 29 col, zadnje kolo je 27 col in pol, s krajšo razdaljo v zadnjem delu okvirja, tako da je tudi v bistvu zadnji del kolesa je bolj enostavno vodljiv in pa običajno so opremljena z potopnimi sedežnimi oporami, kjer lahko voznik po vožnji poravnama sedež v višjem položaju, ko pa pride do spustov skokov, pa zaradi boljše kontrole kolesa lahko sedež spusti. Tem značilnostim pa zdaj dodajmo še električni pogon. Tako kot pri električnih avtomobilih, ta prinaša nekaj specifik. Pa preverimo morebitne vzporednice. Električna kolesa s centralnimi pogoni so zakonsko omejena na 250 vatov. 250 vatov je dovolj, da se lahko, se pravi, spelje vsak 15-18% klanec, ker v bistvu že z 250 vati in najvišjo stopnjo pomoči je pomoči na trenutke celo preveč. Dejansko je tako, da kolo bi šlo še v večji klanec, ne, ampak ti več nisi sposoben priti v tak strm, zato ker se potem gume že vrtijo in te dviguje na zadnjo kolo, ne. Značilen za električne pogone pa je predvsem instanten navor. Ampak kolesa s centralno nameščenim elektromotorjem delujejo na principu senzorja navora. To pomeni, da je kolesar za svoje vložene vate le dodatno nagrajen. Večji kot je navor, manjša je potrebna participacija oziroma sila samega voznika. Navor na mestnih kolesih se začne pri 40-50 Nm in pa na potem gorskih polno vzmetenih kolesih vse do 100 Nm navora. Ko govorimo o terenski vožnji, o vzponih od 10-15% in več, takrat pride večji navor do izraza, ker ko uporabnik oziroma voznik
ne vlaga dovolj sile, da premaga klanec, mu večji navor pomaga, da lahko pride še višje in še dlje. Rifterjev 400-voltni sistem razpolaga z baterijo neto kapacitete 45 kWh. In tako kot pri električnih vozilih, bi lahko tudi pri električnih kolesih na vožnjo in zmogljivosti vplivala teža baterije. Kaj ta pomeni za trail vožnjo? Pri avtu 300 kg na osnovno tono pa pol je podobno razmerje kot pri kolesu. Tukaj baterija teža 3 kg in pa motor 3 kg. Se pravi, tako navadno kolo bi imelo težo 15 kg, z pribitkom motorja in baterije pridemo potem na težo 21-22 kg. Dejansko velike razlike v samem spustu ni. Mogoče edino pri kakšnih bolj zaprtih progah, kjer moraš premikati samo kolo in tam mogoče bolj teža se občuti. Pri kakih večjih skokih, bolj razgibanem, težkem terenu ti pa pomaga teža kolesa, da dejansko je bolj stabilno pa gre lažje čez ovire, ker drži več hitrosti. Dejansko še vzmetenje malce boljše dela, ker je več teže in potem se več hoda uporablja, no, recimo pri spustih. Ampak do glavne razlike na račun električnega pogona pridemo šele po koncu spusta. Ta v resnici sploh ni povezana s spuščanjem, skoki ali adrenalinom. Zelo veliko uporabnikov, novih uporabnikov takšnih koles si kupujejo polno vzmetena električna kolesa zaradi pomanjkanja časa. Se pravi, da lahko po službi v eni uri naredijo tudi 3-4 spuste, kar je bilo z navadnim kolesom praktično nemogoče. E-kolesa med kolesarskimi profi včasih niso bila preveč priljubljena. A tudi ti so jih sprejeli, predvsem zaradi večje učinkovitosti treningov. Včasih je bila kar tabu tema, se mi pa zdi, da je čezdalje bolj tega priznavanja. Ljudje dojemajo, da lahko potem z e-kolesom narediš 2-krat ali pa 3-krat več kot z navadnim kolesom in mogoče tudi ne rabiš uporabljati kakšne gondole in sam prideš do vrha z pomočjo e-kolesa. Za eno furo bi potreboval po moje kakšnih 20 minut, da prideš do vrha, z e-kolesom pa prideš v 5 minutah na sam vrh in lahko, namesto 4 fur narediš potem 10 voženj brez problema. Pa še eno usporednico lahko potegnemo. Z električnimi avtomobili smo se navadili, da je načrtovanje in razporejanje energije zelo pomembno ali celo nujno za doseganje cilja. Enako pa velja za kolesarjenje in ta novodobna dodatna pomoč tako postane kolesarjev zaveznik. Jaz bi ocenil, da tukaj na Golovcu smo že nekje na tretjini, se pravi, električnih koles. Če pa vemo, hodimo tudi v tujino, oziroma se pravi, imamo neke podatke s tem, se približujemo temu, da bo električnih koles v bistvu krepko čez polovico vseh. No in ti dvokolesni hibridi so se v zadnjih letih precej digitalizirali in posodobili z visoko tehnologijo. No, predlagamo, da si z naslednjim klikom ogledate nekaj zelo zanimivih primerov.